Facebook že nekaj časa ni edino družabno omrežje, prek katerega se povezujemo z neznanci, zabavamo, a pogosto tudi nepremišljeno razkrivamo podrobnosti iz svojega življenja. Eno takih spletnih mest je tudi Ask FM, kjer lahko drug drugemu zastavljate vprašanja, ne da bi razkrili, kdo ste. V Sloveniji število uporabnikov te strani hitro raste, tudi med vami, čeprav je mlajši od 13 let praviloma, ne bi smeli uporabljati. Zakaj vas Ask pritegne, smo vprašali osnovnošolce iz Žirovnice. Katera ti je všeč? Kdo je tvoj najboljši prijatelj? A daš sliko gor? To so le nekatere izmed vprašanj, ki si jih zastavljate mladi na portalu Ask FM. Ta ima že 80 milijonov uporabnikov, ki vsak dan zastavijo 30 milijonov vprašanj. Ask uporabljam tudi za zabavo, pa da iz drugih kaj izvem, pa tudi da drugi od mene kaj izvejo. Jaz sprašujem bolj manj, tudi kakšni punci kdaj kaj napišem, ki me kaj zanima. Jaz ne uporabljam Aska, ker se mi zdi brez veze. Lahko tako vprašaš tako, ne po internetu, ampak v živo. Uporabniki pa na Asku poleg vprašanj pišejo tudi komentarje in objavljajo videe. Ask se denimo od Facebooka razlikuje po tem, da lahko vprašanja zastavljamo anonimno. Tudi kdaj zastavim kakšno tako vprašanje, kakor ga v živo ne bi, ker lahko poje, da bi kaj bile posledice. Na Asku pa nihče ne ve, kdo ga vpraša. Ja, ne vem, kakšno punco ali pa kaj, kdo ji je všeč pa tako. Pod anonimno noben ne mora vprašati, zaradi tega, ker ima tako naštimam. Pred anonimnimi vprašanji se je namreč mogoče zaščititi. Strokovnjakinja pa predlaga še en ukrep. Da odstraniš svoje odgovore, se pravi, ko ti dobiš neko vprašanje in nanj odgovoriš, da se to potem ne prikazuje na časovnici. Na seznamu spletnih omrežij, na katerih mladi najpogosteje doživite spletno nadlegovanje, je Ask na 3. mestu za Facebookom in Twitterjem. A večina mladih vas na spletu uživa, zato poskrbite, da tako tudi ostane. Vi ste odgovorni za to, kar objavite, piše na spletni strani. Če pa vas kdo nadleguje, pa tako že sami veste, da je tudi na spletu najbolje narediti tako, kot bi v resničnem življenju. Povedati komu, ki mu zaupamo, in oditi stran.